ko govorimo o sežiganju v teh okvirih, kot ga poznamo v celotni Sloveniji, so dioksini, kajti gre za skupino 74 formulacij teh strupov, znani kot najbolj nevarni strupi, kar jih pozna sodobna znanost, vedno prisotni pri sežigu, torej plastičnih mas ali pa nekih takih odpadkov, ki temelji na ogljikovodikih. Tako da jaz sem želel ljudem povedati skozi to zgodbo o dioksinih, kakšna je njihova toksikologija, kako se gibljajo skozi prostor in čas, kako prihajajo v organizem, po katerih poteh in kako se bioakumulirajo, koncentrirajo, magnificirajo vse te njihove lastnosti, kako vplivajo na naše potomstvo, na plodnost, neplodnost, na rakava obolenja. Skratka, neko to abecedo toksikologije in jasno, kako živeti, da bomo čim bolj preprečili vstop teh strupov v naša telesa, obenem pa tudi v osnovi tega monitoringa, torej kako mi lahko z določenimi metodami v prostoru, kjer živimo, dokažemo, da so dioksini tukaj, da prihajajo iz nekega vira in da dokažemo pač njihov obstoj, njihovo prisotnost v tem okolju. In jasno, v tem primeru, če je ta dokaz materialen, in tudi kot dokaz, da je treba ukrepati in preprečiti, da ti strupi še nadalje prihajajo v ta prostor. Še nekaj so danes ljudje zelo jasno slišali, da če hočejo kaj narediti na področju okoljevarstva oziroma si zagotoviti čistejše, bolj prijazno okolje, morajo sami ukrepati, se morajo samo organizirati na ravni lokalne skupnosti. Ja, se to je recept celega sveta, kjerkoli so bili ljudje uspešni, so se povezali, so se samoorganizirali. Jaz bi te poudaril nekaj pomembnega. Ne čakati, da začnejo ljudje množično obolevati ali pa da pride do tragedije ali pa do katastrof, ampak je treba, če imamo ta osnovna določena znanja, prepoznati nevarnost, se organizirati in ustaviti. Jaz tukaj ne vidim nobenega gospodarskega subjekta ali pa neke dejavnosti kot sovražno. Mislim, da je pomembno, da na dolgi rok sodelujemo, da zmanjšamo tveganja na minimum in kajti celoten razvoj doline je povezan odvisno od tega, koliko let sodelujemo med sabo, ne da bomo zdaj antagonistični. Ravno sporočilo tega srečanja danes je bilo, da kar je na en način zavoženo globalno, smo prisiljeni reševati lokalno in to je tak primer, kako bi lahko lokalno sodelovanje pripomoglo višji kvaliteti bivanja, se za to gre. Mislim, da moramo pozabiti o količinsko naravnanost, mislim, da je bilo 20 let dovolj tega grabljenja po količini in da se zdaj obrnemo po kvaliteti življenja, kvaliteti medsebojnih odnosov, večji varnosti, večji stopnji zdravja. Kateri je že vaš rek? Premakni se, te ne premaknejo drugi. Gre za okoljsko športno društvo, vendar s poudarkom na okolje. Namreč občina Kanal potrebuje takšno društvo, namreč v tej dolini, v Središčni dolini so problemi in te probleme je potrebno rešiti, te probleme je potrebno rešiti z dialogom, tako da ostajajo delovna mesta, da ostaja tovarna, hkrati pa zagotovimo čisto zdravo okolje, da bojo ljudje se počutili varni, da bojo imeli to okolje kot bivalno razmere nekako človeku podobno življenje, če takrat rečem. Hvala lepa.